Lucija dela. Berlin sem zbrala glih zaradi tega, ker je pač tako, se mi zdi, zelo kreativno okolje. Vsaka ideja nekako lahko uresniči, če imaš pač željo in voljo. V enem podjetju sem praktikant, pomagam pri snemanjih, sem tudi deklica za vse, kar se za praktikanta spodobi, tako da pač delam vse, kar je nujno. Veliko startup okolje, kjer je zelo veliko ljudi, tujcev. Delujemo na 3 marketih, spravi na ameriškem, na nemškem pa na kitajskem. Po moje je to najboljše, da vidim, kako pač deluje neko podjetje in potem kako kot agencija temu pomagati boljš. Se pravi, da naročnikovo perspektivo vidiš. Meni osebno je Berlin všeč glih zaradi tega, ker pač prideš sem po neko tako kreativno inspiracijo. Kako je delati z International Cup? Kaj prek Upworka dobi del, recimo? Na začetku zelo zahtevno. Po mojem sem si naredila ene 3-4 profile, preden sem sploh dobila ta prvi job za eno kitajsko trgovino z igračami pa oblekcami. Sem pisala poste, blog poste, opise. Kako je potekala komunikacija, to malo pove? Večinoma preko Skypa smo se imeli. Jaz sem živela v Belgiji, pol leta v Gentu. V bistvu sem šla gor delati en projekt za Leonardo da Vinci in v bistvu moja naloga je bila ustanovitev medijske agencije za študentske časopise. Kaj pa New York? Ja, New York je v bistvu bil pa del tega študentskega društva, smo imeli časopis, pa sem bila urednica časopisa. In znotraj tega smo v bistvu šli pač potem, kot 8 nas je šlo na izmenjavo. V Ameriki smo bili takrat, mislim, da 3 tedne. Bila sem ene 3 summer schoole zapored, v bistvu vključena v en program v Celovcu in je bilo ful zanimivo. Je bil razdeljen na 3 kurse, jaz sem šla na turizem. V bistvu smo za letališče delali guerilla marketing, ideje za kampanje. Kaj pa bilo tvoje delo v Estoniji? To je bilo pa v bistvu 2 dni potem, ko sem prvič prišla iz te summer schoole. Ja, v Estonijo sem šla, da sem delala v youth hostelu, sem bila 5 tednov gor. V bistvu bili na prostovoljni bazi, dobili smo neki pač žepnine za vsak dan. Bil sem na začetku faksa na Madžarskem, P&G imel, Procter & Gamble, to poznate. 4-5 dni si tam, spiš, po cele dneve delaš dejansko na enem projektu in pa na koncu ena ekipa zmaga. Bistvo vsega tega je pa, da oni v bistvu iščejo nove potencialne kadre. Smo v Ljubljani organizirali izmenjavo v okviru projekta Erasmus+. Imeli smo 5 sodelujočih organizacij iz različnih evropskih držav in smo zbrali na kup 30 mladih. Smo jih učili o projektnem managementu, kako se organizira projekt, kako se načrtuje projekt. In je bil cilj, da pač vsak pripravi nek projekt, neko idejo in so ga potem, ko so prišli domov, v bistvu tudi izvedli. Koliko je bilo projektov? 5 z vsake države. Se malo odmakneš, pa vidiš, kako daleč vse stvari. Se mi zdi, da pa lahko spet nek svež veter prineseš nazaj v agencijo, pač v svoje delovno okolje. Malo se naučiš to delati v raznolikih timih, tudi z različno nivo izkušenj imajo. Jaz sem se tudi veliko naučila. Pol leta sem živela v tujini, kar je bilo tudi fajn. Vsega vidiš, pač vseh možnih ljudi, vse možne perspektive in ti tudi tako razširi obzorja.